Zdaj pa k temi, ki je razburila kar nekaj pomembnih svetovnih politikov. Gre za prisluškovanje in vohunjenje. Politiki v Franciji in Nemčiji so jezni, saj sumijo, da so v zadnjih mesecih njihovim telefonskim pogovorom prisluškovali. Vse to pa naj bi počel NSA, to je Ameriška agencija za nacionalno varnost. Francoski predsednik François Hollande in nemška premierka Angela Merkel sta že poklicala ameriškega predsednika Baracka Obamo in mu povedala, da je prisluškovanje med prijatelji nesprejemljivo. NSA obtožbe zanika in pravi, da ZDA zaupne podatke pridobivajo na enak način kot vse druge države po svetu. Poglejmo, kaj sploh je NSA. Podrobno pod lupo. NSA je kratica, ki označuje Ameriško agencijo za nacionalno varnost. Ustanovili so jo po drugi svetovni vojni, da pridobiva in zbira podatke, ki bi lahko Ameriki pomagali preprečiti teroristične napade. Z uporabo satelitov, ki pokrivajo ves svet in posebnih prisluškovalnih naprav ter superračunalnikov, lahko dandanes spremljajo vse, kar se dogaja na spletu. S posebnimi programi zaznajo ključne besede, na primer bomba ali napad. Če sumijo, da je kdo nevaren, spremljajo vse njegove dejavnosti prek telefona in računalnika, elektronska sporočila, pogovore, klepete, nakupe in izbiro počitnic na spletu. Pred nekaj meseci pa je sodelavec agencije Edward Snowden razkril, da lahko agencija prisluškuje komorkoli. Nadzorovala naj ne bi le morebitnih teroristov, ampak spremlja pogovore in dopisovanja milijonov ljudi, tudi povsem navadnih državljanov. Prisluškovali naj bi tudi predsednikom in pomembnim ljudem drugih držav, s katerimi je Amerika sicer v dobrih odnosih, na primer Franciji in Nemčiji. To je številne ljudi zelo razjezilo. Prepričani so, da NSA nima pravice prisluškovati zasebnim pogovorom in nadzorovati vseh ljudi. Torej, Ameriška agencija za nacionalno varnost spremlja in zbira podatke vsega sveta, da bi odkrila in preprečila morebitne napade. Sodelavec agencije Edward Snowden pa je nedavno razkril, da naj bi nadzorovala tudi milijone navadnih ljudi in predstavnikov držav, kar je mnoge razburilo. Po do zdaj dostopnih podatkih ni znano, da bi NSA prisluškoval tudi v Sloveniji.